Decembrska praznična revija ESG prinaša tradicionalno anketo, tokrat o ogljičnem odtisu, ne le zaradi zmanjšanja toplogrednih plinov gospodarstva. Res je, da se ogljični odtis v Sloveniji povečuje in da trg podjetja že vprašuje, ali upravljajo z ogljičnim odtisom. Gre torej za nekaj več. Podjetja, seveda le nekatera, za marsikateri izdelek že delajo analizo LCA. Potemtakem praksa izračunavanja LCA ponekod postaja del upravljanja z ogljičnim odtisom, kar je dodana vrednost. Za sodelovanje v novoletni anketi smo povabili 30 podjetij, odzvalo se jih je 10. Ni slabo. V podjetjih se praksa razumljivo spreminja postopoma. Andrej Božič, ki vodi združenje Menedžer, pa pravi, da trajnost v podjetju ne more biti le nekaj dodatnega, da bi morala biti načela trajnostnega poslovanja osnovna načela poslovanja družbe. Trajnostno voditeljstvo postaja pri menedžerjih slog vodenja tam, kjer menedžerji že ugotavljajo, da je na primer upravljanje z ogljičnim odtisom konkurenčna prednost. In to je že, sporoča novoletna anketa. Decembrska revija ESG pojasnjuje, kaj se lahko doseže z LCA analizo in kako razumevati družbeno odgovornost. Za marsikoga pa bo zelo sporočilen intervju z Romanom Ponepškom, ki govori v imenu distribucijskega omrežja. Odgovarja, zakaj nekatera elektrodistribucijska podjetja v Sloveniji zavračajo vloge uporabnikov, ki hočejo priključiti sončne elektrarne. In pravi, da je razvoj omrežja ogrožen. Je to tudi sporočilo vladi, da naj določi prednostni vrstni red nacionalnih zelenih naložb do leta 2030? Sicer pa tokratna dvojna številka revije ESG prepričljivo vabi, da zaupamo naravi in da ne moremo živeti tako, da pozabljamo na prihodnost. Naj bo leto 2023 v Sloveniji še bolj zeleno.